Maja, si od prejšnje epizode o najstništvu kaj razmišljala o svojih adolescentnih izpadih? Sem kar precej časa in si pri sebi mislim, da sem bila precej problematična. Ja, si mislim, tudi jaz. Še z mamo sva govorili po telefonu, pa mi je malce privoščljivo povedala, da bomo vse to dobila nazaj s svojimi potomci. Čeprav upam, da brez izrednih govorilnih ur in brez vzgojnih ukrepov. Govorilne ure, tako in drugače nočna mora starih in mladih, oziroma že tisto, ko ti profesor oziroma učitelj reče, naj pride mama v šolo. Ampak danes za spremembo naj pride raje v šalo. Šala za starše. Mojca Černigoj-Vizjak in Andreja Košnik, mami najstnikov, sta bili najini sogovornici minulo epizodo in ker nismo povedali vsega, danes nadaljujemo z debato. To je preveč obširna tema, da bi jo 4 zgovorne mame obdelale v enem samem delu. Mojca in Andreja, so vaju najstniki doma kaj zasliševali, opozorili, o čem govoriti in kaj zamolčati? Ja, v bistvu sta mi rekla, da lahko vse povem. Jaz sem bila malo skeptična zaradi tega, ker se mi zdi, da po balinstvu milo rečeno daš večjo možnost, ampak bom izkoristila priložnost in povedala, s čim smo se soočali. No? Naj cel svet izve. Naj cel svet izve, ja. Andreja? Ja, tudi jaz sem dobila cenzuro normalno. Sicer bom povedala stvari take, kot so, s tem, da dam mogoče kakšno istočnico, kakšni mami upanje za naprej, kako odreagirati v teh situacijah. Samo spomnite nas na hitro, oprosti Maja, koliko hormonskih koktejlov imata doma in koliko let štejejo? Mojca? Max je 13, Svit je 15. Jaz imam 15, 19 in pa skoraj 23. Ja, že v uvodu smo se pogovarjali oziroma sva omenjali govorilne ure oziroma tisti stavek, naj pridejo starši v šolo. Mojca, ti verjetno tudi večkrat izrečeš ta stavek, saj si učiteljica, kolikokrat si ga pa že slišala za tvoje otroke? Po mojem mnenju prevečkrat, ne. Zdaj ni, ja, v bistvu razredničarka me kar dostikrat poklicala, pri mlajšem, pri starejšem. Sem imela različne klice, tudi od ravnateljice, ne, kar je še huje, tako da sem izkusila vse in še več. Andreja? Ja, jaz pri prvih in drugih govorilnih urah nisem bila, pri Mojci sem pa kar pogosto obveščena prek asistenta o motanju pouka, o pogovarjanju. Sicer se o tem pogovoriva potem doma, ne hodim razčiščevati to v šolo, ker niso zdaj spet taki disciplinski ukrepi. Bolj se mi zdi to, da v bistvu otroku dopoveš, da za to svojo napako mora sam odgovarjati, ne zato, da mu jaz zdaj postavim eno kazen, če pa pač tam ni imela naloge, pa je motila ostale, da razčistaš to z njo doma, zakaj je to tako bilo, pa da se pač to ne ponovi, ker tudi njej ne bi bilo všeč, če so recimo ona prav piflari se skozi grebejo, pa skozi poslušajo, meni pa pač ni zanimivo. Se mi je dala dosti dober argument, ne morajo biti vsi super. Ona pač tukaj ima svoj prostor za komunikacijo, ima ga premalj, in očitno ga na tak način izrablja. Kako se ob tem počutiš kot starš, ko te opozorijo, da tvoj otrok pač krši neke norme, pravila, predpise? Ne vem, a je to neka kombinacija sramu, strahu? Pa mislim, da sram niti ne. Čez to sem že šla morda na začetku, ko sem še mislila, da bom imela 2 BP fanta, ker sem jaz zelo stroga, v bistvu sva oba dosti dosledna in taka pri vzgoji. In sem si zadala, da Kovačeva kobila ne bo bosa. Zdaj sem v trenutku, ki se sprašujem, a sem bila preveč, ali sem se preveč osredotočila, ali je ravno zato se mi otrok protivi, ali pa hoče kaj drugega dokazati. Tako da sramu ni bilo, vsekakor se pa počutim, kot da nisem naredila starševske vloge, kot da sem, ko ne rečem, v najstniškem jeziku fejlala. Ja, dosti podobna izkušnja, ampak s tem, da bi jaz tukaj v bistvu poudarila svoje, se pravi, skozi govorilne sem rasla, je le toliko let, ker sem bila na prvih, pa zdaj odreagiram čisto drugače. Ja, seveda na začetku premalo sem naredila za njih, premalo se pogovarjamo, zakaj je naredila to, s kakšnim razlogom. Se otroci skozi raziskujejo, se preizkušajo svoje meje in sposobnosti, dokje bo tist, ki bo mami presegal očetu, ki ima še bolj besedo v družini, mogoče, zdaj kakšna kazen bo.
Včasih smo imeli, da nisi smel gledati televizije, danes imaš telefon v roki skozi. Kako mu boš zdaj prepovedal, če ga moraš po šoli, te mora poklicati? Kako mu boš to prepovedal? Ampak sta jim kdaj odvzeli telefone? Ja, v tem trenutku v bistvu ne vem več, kaj ne vzamem, ker sem že vse vzela v preteklosti. Spravi, da ima potem telefon sam zato, da komunicira z sošolci te osnovne nujne stvari, ki jih mora. Potem PlayStation sem že zdavnej sva pobrala, računalnik dostavljam sam takrat, ko res potrebuje za šolo, in pa mi je rekel, zadnjič, kaj mi boš pa še vzela, saj si mi že vse vzela. In jaz ne vem, kaj mu rečem, ta mlajši. Kako se res, hišni pripor, je to še aktualno? Ja, ta trenutek, ne vem, če je zdaj ta hišni pripor, ampak ta trenutek hodi na treninge in hodi v šolo. In ni drugih izhodov. In ni drugih izhodov. Ampak v bistvu zdaj pošiljaš zakazane otroke ven. Verjetno, ne? Ja, naša dva sta taka, da hodita ven. Nista tista zaprta doma, tako da tle mi nismo imeli težav, še vedno pri nas deluje omejevanje hišnih izhodov. Mojca, kaj se je zgodilo, da je bilo treba odvzeti vse te stvari, ker očitno si se nečesa pač morala poslužiti, ne, kot mama? Ja. Med 5-minutnim odmorom v šoli je prižgal petardo in njegov niti ne sošolec iz višjega razreda je vrgel petardo v straniščno školjko. Straniščna školjka se je seveda razletela. Max se je dogovoril z ravnateljico, da mi bo povedal doma, se pravi, da mu da čas, da ni treba, da me ona takoj kliče. Tega ni storil. Naslednji dan sem dobila sporočilo po telefonu med šolo, med poukom, da je naredil nekaj groznega in da se mi ni upal povedati, zato ker smo se prejšnji večer imeli zelo lepo, kar smo se res imeli, vsi štirje smo se neke igrice igrali, in da ni hotel pokvariti tega vzdušja. Jaz sem pa ravno nadomeščala in sem bila med odmorom v eni učilnici, vsi z učenci, in nisem mogla sploh nič narediti. In 10 minut nisem vedela sploh, kaj je v špiču. In čez 10 minut je spet pisal mi, je razložil nekako, plus to, da je rekel, da bi mi moral že včeraj povedati in da ko me bo ravnateljica klicala, da jaz ne ravnateljici pa ve, da ne mara, da lažem, ampak da ne vseeno rečem, da sva se midva že en dan prej pogovorila. Skratka, karkoli je napisal, je bilo sam še grozno. Nis res slabo. Kje pa se je valila, no? Ja, tako da sem bila, ne vem, izpraznjena, uničena, sesuta, nisem sploh vedela več kaj. Ko ni več niti jeza, niti žalost, ampak je že sem razočaranje. Ma nič. Ne vem, ni prenašal delovni zvezkov, pustil prazno kontrolko, pa neke take neumnosti pisal po kontrolki, kar smo šli spet v šolo, spet smo se pogovarjali z učiteljem. Takrat si jezen, si besen, imaš neko čustva. Zdaj sem bila pa izpraznjena. Pisala sem message po Mateju v službo in pri njemu je bila enaka reakcija, v bistvu. Pa oba v službi zelo veliko dela, on je imel še nek sestanek vmes, skratka, jaz nisem mogla sploh funkcionirati, sem šla pol domov, sem šla direkt v šolo, sem mu napisala message, čakam te pred šolo, niti ko je prišel v avto, nisem bila sposobna govoriti z njim. Kaj pa on? On je bil tudi tiho. Tiho. Jaz ne vem, mislim, da je njemu, seveda, on je bil v tem stanju negotovosti, predvidevam, ampak se mi ni dalo ga niti vprašati. Zato, ker mi smo se vse ta leta, mesece pogovarjali doma, v šoli, ima super razredničarko, super svetovalno službo, ravnateljica ga res podpira, ker jaz, ko sem pogovorila z ravnateljico, sem rekla, prosim, če mu date vzgojni opomin, in da mu med odmorom ne čisti WC školjke, a ne? Ni tega, seveda, meni bi bilo komot, tako da je pač na koncu se ravnateljica z mano pogovorila, ko z mamo, ne vem. Ja, sej. Ja, skratka, ima okolje, kjer ima podporo, razredničarko, tudi ostale učitelje, ne? Doma, moje sestre, ta trenutek ni zvedel tega, ker mislim, da to bi bilo pa preveč. Ampak ga zagovarja, recimo on skozi pravi, joj, bogi Max, ne, drugi otrok, išče pozornost, smo se s svitom premjerja, kaj je tok, ne.
To je to prekletstvo ta drugih, ker se vedno primerjajo. Ampak, ko si pa toliko bupan, ko veš, da se kao moraš pogovoriti z otrokom, jaz pa nisem imela energije in niti nisem imela ideje, kaj naj mu sploh rečem, kar mu nisem že 100-krat rekla in da mi bo on rekel nazaj, ja. Vem. Ok, ja, mami. Ne. Kako ste pa zdaj pri komunikaciji? Kdaj se je to zgodilo? To se je zgodilo, kaj danes ponedeljek, spravi 4 dni nazaj, 5. Vikend. Ja, krasno, to je bilo petek, ob 11. sem zvedla, pol 3 v petek me je ravnateljica klicala. Jaz sem pol po 1 uri, ko sem vedela, da me bo ravnateljica klicala, sem rekla, ok, zdaj moram vseeno skomunicirati, da sploh slišim, kaj je školko, kakšna je škoda, kakšne bojo posledice v šoli. Nisem pa želela nobene dodatne zgodbe, ja, žal mi je, bla, 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 ker, ne vem, pač, a si loh še bolj oprosti, neumen, jaz sem rekla, sam še na sred policijske postaje vržeš petardo in to je bolj neumno, vse ostalo si že poskusil. Tako da ja, petek sva šla še na večerjo, redko greva na večerjo z možem in petek sva imela rezervirano restauracijo. Vemo, kaj je bila debata. Ne, in pa sem si prav rekla, ne. Tega pa ne. Ne želim spet o tem, a lahko se mava fajn, ampak pa sva šla peš nazaj z centra domov in potem sva nekako sprejela nekaj, mislim, kaj bi lahko, ampak oba sva v istem. Vse sva se že pogovorila. Kaj ne zdaj naredimo? Ne, in zdaj sem tle. Nisem pametna. Ni še. Zdaj komuniciramo normalno, včeraj, tako. Ste jedli družinsko nedeljsko kosilo v tišini? Ne, toliko je, toliko so. Nimamo tega, da bi naverjamo neko ignoranco. Ja, kaznovanje z molkom, ne. Kaznovanje z molkom, to absolutno ne, tako da tle je normalna komunikacija vsekakor je pa dosti omejena, ne. Andreja, si se kdaj počutila mogoče izdano strani otroka, ker je počel nekaj navzkrižju s tvojimi, recimo, vrednotami ali pa s tem, kar si jih učila ne nazadnje in predajala? A ste imeli kak tak moment? Ja, sicer imela sem ta moment pred starejši. Zdaj mogoče malo za intro, da se bo pač razumeli, zakaj mi to toliko pomeni, pa zakaj recimo nisem neka, da bi vsiljevala to, ne. Splošno, jaz sem se z tega nekaj velikega naučila, ne. In sicer šlo se za to, da sem pač vse 3 otroke nekako upisala k varuku z namenom, ker me je babica, moja stara mama, nekako z vero vzgajala, moji starši pač ne, babica pa z vero v smislu, da če mi bo kdaj hudo, če bom kdaj kakšnega izgubila, da mi ne bo to tako katastrofalno. In dostikrat, ko sem z njo šla v cerkev, je rekla, vidiš, Andreja, zdaj pa to ta prostor, kjer si lahko ti in kjer si lahko vse poveš nekomu, in te bo slišal in te bo razumel in te ne bo obsojal. In meni se tisti prostor zdel tak magičen. To je bila ta cerkvica pač v našem kraju, ko smo šli noter tiha, mirna, vsak je bil v svojem in mi enkrat babica rekla tako en tak zanimiv stav, ki ga nikoli ne bom pozabila. A vidiš, Andreja, tle se je pa pretočilo mnogo solz, tle je bilo mnogo želja, tle je bilo mnogo hudih trenutkov, ampak na koncu si preživimo, dokler pač ne gremo spet tja, kjer je vse super in lepo. Tako da ja, to sem jaz pri babici ohranila in še danes, ker jo pač ni več, ko grem tja, čutim ta prostor kot neko magijo, kot neko odpuščanje, neko sprejetje, kar si, in sem tako nekako s to duhovnostjo bolj povezana, ne kot samo vero, ampak s tem prostorom, da si v bistvu, da najdeš sam sebe in da si res lahko ti. Ker je danes zelo težko, ker se moraš skozi primerjati in dokazovati in tako naprej. In sem rekla, kar bom naredila za svoje punce, je to, da jih bom pisala v varuku, naj najde vsa svojo pot. Nisem znala tako lepo ubesediti, kakor moja babica, ampak sem poskušala, naj naredijo varuk, potem pa naj se sama odločijo. Itak jih že s krstom nekako zaznamuješ, kar ni prav, jaz tudi v to ne dajem, ampak tudi s krstom sem jih nekako že upisala, bom rekla, v ta klub, ne redko rečem, ker imam pa moža ateista, sem zelo mu hvaležna, ker je to sprejel, ker je dejansko, nima pač nobene vere, ni v nobeno vero vključen in je pač to samo spremljal. Sicer je ta prvi, ki gre za ta velike praznike, polnočenci,
pa sta prvi s košaro, pa šunko, pa s kruhom v cerkvi, ne. Ampak to je pa to, ne, spoštuje pač te naše običaje, seveda moramo pol vse pojesti, ko pridemo domov, ne. Pa potica se z namenom peče, ampak vse ostalo je pa pač pristransko, ne, je pač naše ali pa od nas s puncami. Ja, in je bil en trenutek, moja ta starejša hči se zelo veliko ukvarja z umetnostno zgodovino, zelo jo zanimajo te stvari in glih pa ne sem mislila, da bo ta mogoče vera se bolj poglobila, a ne, da jo bo še bolj razumela te dogodke, a ne, kakor jaz. In se spomnim, da smo bili pri kosilu, ne vem, kako je začela, ampak sem mu rekla, ne bom sicer znala uporabiti tistih besed, ampak v smislu, mami, jaz pa ta tvoja sranje ne verjamem, a ne, ampak je rekla veliko na drugačen način, ampak jaz sem tako slišala, a ne. In v tistem vem, da sem imela juho pred sabo in nisem vedela, kaj naj. Ali naj jem, ali naj začnem kričati, ali ne sprejmem tega, kako, ne, kaj sem naredila narobe, kaj je s tabo, kako razmišljaš, to je bilo vse v moji glavi in tisti premik, kako naj se zdaj odzovem. Vem, da smo bili v trenutku tih, ker po moje so vsi vedeli, da bom jaz najbolj prizadeta, a ne. Ona me je samo gledala in ko me je s tistimi očmi gledala, kako bom odreagirala, kaj je zdaj naredila narobe, sem v bistvu začutila en tak velik premik v sebi. In sem vse tiste moje strahove, zakaj ne, kaj ti je, a ne, mislim, kaj narobe s tabo, zakaj ne veruješ v to, a ne, mi je dal neki več na tem svetu, a ne, in dal mi je, moj Bog, moj otrok razmišlja svojo glavo, bravo. Jaz sem naredila vse. Nima moje glave, ampak ima svojo. A ne? In ta premik mi je dal v življenju ful veliko misliti in sem rekla, v redu, čeprav se v tistem trenutku totalno nisem strinjala, nič ni bilo v redu. In se v redu spoštujem to. Videla je, da sem nesigurna, ni mi verjela, ampak jaz sem utihala. Nobenih svojih frustracij nisem dala ven in zato si bom neznansko hvaležna, čeprav je v moji glavi bilo vse. Vse. Lahko bi pol ure kričala, iskala razloge, zakaj ne. Vedela pa sem, prisiliti jo ne morem. Ma dosti tehten razlog, da tako razmišlja. Plus tega so neki pri zgodovini jemali in mi je takrat razlagala, zakaj ne verjame, ampak jaz nič od tistega nisem slišala. In še danes ne znam ponoviti, ampak res neznansko hvaležna, da sem evo, moj otrok razmišlja svojo glavo, znal bo svojo pot naprej. In pri tem je ostala. In ona še vedno spoštuje te moje običaje, ampak se ne meša. Razmišlja po svoje. In ja, tukaj sem se jaz veliko naučila. Mlajši dve sledita, s tem, da so bile potem že pogodbe, a ne, ja, šla boš na judo, če boš lahko v ruku, a ne, sem pa že tako, pa sem to v bistvu, vsem sem mogla pol to ne prisiliti, a ne, in za vse je mogla to veljati in moram reči, da ta srednja je mečkan z mano, a ne, ali pa je v tem mojem svetu, ta mlajša v bistvu se kesa in moli samo takrat, ko je štala, pa takrat, ko moramo spraviti za eno dobro oceno. Takrat je to dobrodošlo. Takrat gremo vsi. Takrat gremo vsi in mislim, da smo vsi molimo, oče nas, Zdravo Marijo. Ja, predvsem sem rekla tako, a ne, da bojo moje punce v življenju najdle eno zatočišče, ne pa kakšno odvisnost ali pa kaj takega, da bo mogoče to lahko en korak, da se umakne, da zaprosi karkoli. Omenila si pogojevanje, če boš to, potem bo to. Koliko tega uporabljata pri vzgoji? Ker to se sprašujem že jaz, verjetno tudi Uršula, a je to pogojevanje v redu na neki točki, če boš naredil to, potem bo sledilo to. Nagrajevanje oziroma v drugi smeri nekaznovanje. Jaz bolj verjamem v neke dogovore, ampak morda pri kakšnih določenih zadevah, ko se pa sprejme odločitev, moraš pa, če si sprejel neko odločitev, jo pa speli do konca, ne. Se pravi, lažje je, mislim, da otroci bolj upoštevajo, če je bil skupen dogovor, pa neka napoved, morda neke sankcije, če se nekaj ne bo uresničilo, ne pa zdaj, da neko sankcijo daš potem, ko je že nekaj narobe. Sem pa, recimo imel je Max, je začel trenirati nogomet, tam, ne vem koliko, od majhnega, že z vrtca v bistvu je začel, ampak polk je prišel v klub, seveda so bolj resni treningi in mu ni bilo všeč. In je bil oktober in sem rekla, veš kaj, zdaj si se odločil, to leto boš speljal do konca. Sred leta ne boš prekinil, pika, ne. In je bilo treba 1-2 meseca, je bil jok in vse, ne.
In sploh nisem rekla, če ne boš tega. Ne, to boš, pika, ne. In enako, ne vem, ko je začel kitaro. Ampak zdaj vse, in kitaro igra, in nogomet, in je blazno navdušen, ne, ampak je bilo treba malo. Tako da zdaj blaznega pogojevanja, ja, seveda, če boš imel v redu ocene, boš spet dobil telefon, PlayStation, ne vem, boš šel spet ven. Zdaj, zaupanje vzpostaviti nazaj, pa ne more, ni nekega roka, ko bi jaz rekla, zdaj 15. januarja, gradiš ga veliko časa, izgubiš ga pa v sekundi. Ne? Ja, čeprav tudi tukaj sem večkrat sem ga izgubila, pa ponovno, pa dala novo možnost. Zdaj sem pa v tem trenutku, ko plavam in tudi ne moram dati nobenih zagotovil. Andreja? Ja, pri nas v bistvu ni odzem telefonov, ni ne, da se pač ne sme ali pa da more pospravljati, kako je bilo pri nas. Jaz vem, da sem mogla malo manjka zobno ščetko pucati WC, če je bilo kaj narobe, pa če sem žura zamudila, vem, da smo imeli nek star marmor, ki se že nič več ni dal spucati, pa vem, da sem mogla vstati ob 6 pa pucati tisti marmor res tako na orto. Mislim, meni je bilo grozen to, ne? In jaz imam še danes, noben me ni poslušal, zakaj sem zamudila, da prijateljica ni imela prevoza, da boš to, da bi šla kar v en avto. Noben ni zvedel mojega vzroka, zakaj sem zamudila, a ne? In to poskušam prenesti svojim otrokom, zakaj se je to zgodilo. Saj nisem tako idealna, ampak v vsakem primeru želim zvedeti, zakaj je prišlo do tega vzroka, zakaj je ta posledica. Tako da v bistvu to omejevanje je samo, če res naredi nekaj, ki ni v skladu z našim dogovorom, da gre čez ful veliko mejo, se pogovorimo zakaj, kaj je bil vzrok, a je kdo zamudil, a je kdo zaspal, a s koga rašvala ali karkoli. In potem, ko to zvemo, se pač šla na trening zaradi tega, ker boš pač mal več v knjigo pogledala in je ta trening v bistvu kazen za druženje, ne, kar ni prav, ampak ja, je neka kazen, no? Ampak jo spet ne vozimo predolg časa, ker doskrat mislim, če bomo pa treninga začeli omejevati, pa to bo zgubila stik s temi igralci, bo slabša v tekmi in kaj bomo naredili? Stala bo doma, pa bo pa res za telefonom, ker ne bo imela nobene druge stvari, aktivnosti. Tako da v bistvu tudi razmišljala sem, kako je s temi aplikacijami, kako je z omejevanjem telefona pa kaznimi, pa sem se odločila, da pač smo že na pol odrasli pri nas, a ne, teh kazni pa omejevanja ni. Celo jaz imam vse te aplikacije, zato da jih razumem, zakaj so tako popularne in doskrat ti Snapchat, pa to pa ogenčka si pošiljava pa vse, zato da sem upeta v to, pa da vidim, kakšne neumnosti gledam. Tako, da razumem. Ker se mi pa zdi, da s vsemi temi aplikacijami, če si dovolj pameten, si res olajšaš lahko delo. In če bomo tukaj zaprli, zgubi kreativnost, ker rišejo itak ne več. Sudoku zelo malo rešujejo že, vse na teh aplikacijah, tudi snemanje, sestavljanje videov, vse to vladajo. S tem, ker znajo s temi aplikacijami upravljati, tako da mogoče za delo pa za prihodnost je to v redu. Mi smo pa opazili, da je v bistvu postajal odvisen in da ni zmogel imeti pod kontrolo stvari, ker pri Svitu je bilo, da je tudi on in potem je rekel, mami, zbrisal sem si TikTok, ker sem videl, da sem preveč gor. In ima to samokontrolo. Ja, zelo močno. To je bil en 9. razred, pa imam 8. 9. razred. Medtem pa pri Maxu pa tega ni, ampak je pa rekel, zdaj, ko prije domov, da telefon, da ga imam jaz, da ga vidim in v bistvu je rekel sam, da se dosti bolj zbere, če nima telefona, ker te Snapchat ali kaj imajo, je skozi drobi, ki ga imam jaz pri sebi. Skozi ti pišejo, ne skozi. Seveda. In je tudi sam ugotovil, da ne potrebuje telefona. Zdaj, kar se pa tiče ustvarjalnosti, Svit ga res potrebuje za te svoje, zdaj, za spremljanje delnic, za to DJ-janje. Ampak pol ga neha, se pravi, pri njemu ni nobenih posledic pustilo, on še vedno je bil uspešen v šoli, zdaj je uspešen v šoli in on ima tako samokontrolo, ampak osredotočen je in je. Medtem, ko pa pri Maxu pa tega ni bilo in je tudi sam rekel, bolje mi je, da mi vzamete. Torej zunanja kontrola, če nimaš. Potrebuje. Lahko da bo enkrat čez 2 leti, da jo ne bo več potreboval, ampak ta trenutek potrebuje zunanjo kontrolo.
Ja, tukaj sem jaz v bistvu hotela samo dodati, do določenega leta je treba otroku omejevati te pametne naprave, telefone. Absolutno se mi ne zdi prav, da ko mamica v čakalnici čaka. Jaz sem imela knjigice, moja torbica je bila, zdaj so pač ločila, ker se moram malo popraviti, ampak včasih so bile pa od žličk, barvice, sestavljanke, tiste puzle, male, mini. Vse živo je bilo v torbici in jaz sem, ne bom rekla, da sem se ukvarjala. Sem dala se mi, da je sama našla nekaj, kar je veseli. Nalepke vem, da so bile, nalepke smo imeli. A ne, zdaj sem v čakalnici in mami da otroku telefon. Ker je najlažje. Ker je otrok priden. Tako. In mogoče do določenega leta moraš to spremljati, potem pa, ko je dosti zrel v narekovajih, a ne, je pa, mislim, da pa ta omejevanje brezpredmetno, zato ker tudi sami če sebe, a ne, se ko vidiš, da preteraš, a ne, ko te že začne vrat boleti, sam rečeš, no, da je dost normalne. In jaz verjamem, da bo tudi prišlo do te točke. Ta trenutek mislim, da to deluje najbrž. Ko še vedno pa ne omejujem. Vem, da se mora dogovoriti s prijatelji, pejti na Viber ali Snapchat ali karkoli, ker on je, pravi, da nima dovoljenega. On je imel telefon dovoljen, sam je imel omejeno 1 uro Snapchata na dan, Vibra, ne, naredi, kar moraš v tisti 1 uri, ampak ja, če rabiš karkoli, tle imaš telefon, uredi, ne, sem videla, kdaj pa takoj, ko sem ga spustila, YouTube, in potem je lahko 3 ure, ne, ali pa na računalniku. Smo lahko mi v tam, misli na otroka. Ne, prav zdaj je rekel Matej, ne vem, na Instagramu ali Facebooku, kad ti te storije. Ja, konstantno gledaš te videe. In pa je rekel, pa sem 2 uri bolj v ta telefon, ne, pa neumnosti, ampak dejansko te zasvoji, njihovi možgani so zasvojljivi, zato tle nažalost mora biti, se mi zdi, zunanja kontrola. Lahko da bo pa tudi pri Svitu, ne, zdaj ima ta gimnazija Svitova v četrtek ima predavanje Mihe Kramlja, ne, ki je strokovnjak za te nekemične odvisnosti in greva, ne, lahko dva kaj novega slišala, ki sploh ne veva. Omenili smo na začetku 2 večja dogodka, eden je ta petardo nesrečno v stranišču, drugi s tem, ko ti otrok pove, da se z nekimi tvojimi življenjskimi nazori v resnici ne strinja in da bo počel stvari drugače. A so bili to kdaj vajni strahovi? A je kak strah, ki v vama tiči, ali je to ves čas strah, da te bo, vse jaz ga že imam, da me bo nekdo poklical in bo rekel, da je nekaj narobe? Sam ta je edini strah. Je, ne? Ampak ne zdaj to, ne da bi... Vemo, kaj mislimo, ne mislimo. Življenjski. Tako. Ne. To jaz mislim, da se ne bo konča, vedno ostalo. Tako, zato razumeš svoje starše, zakaj vedno, ko pristane letalo, pošlješ message, pristali smo, čeprav veš, da spremlja prek flight radarja. Čeprav veš, da je letalo v bistvu najbolj varno prevozno sredstvo, da je v avtomobilu veliko več možnosti, ampak tam pa ne pomislijo, da bi se lahko kaj to je moj največji strah. Ja, ne? Ne. In me je groza, ko odhajajo počasi, ne, in grejo ven in čakaš, da pridejo domov, ne. Tako kot sem, ne vem, sem že zadnjič rekla, ko sta bila majhna, sta spala cele noči, jaz nisem bila neprespana mama in mislim, da me te neprespane noči šele čakajo zdaj, ne, sploh. Če vidim, kakšne ideje in eksperimente imajo v glavi, ne, pa se nekako, pa sem brala enkrat te nevrologinja, ne, bil pogovor, kako nimajo v bistvu najstniki še razvitih do 18 leta, da nimajo razvitih teh receptorjev za nevarnosti. In oni dejansko ne zaznajo nevarnosti, ne, zato pa delijo take neumnosti. In to je res grozen občutek, ker njemu, ko sva se pogovorila, njemu se ni zdelo nevarno. Ne, on je samo prižgal, je res? On je samo prižgal. Niti vrgu ni, ne? Ni vrgu. On ne pomisli, ko je razneslo, a nisi pomislil, da bi tvoje prste, ne? On ne pomisli. Ne, ni bila nevarna petarda. Aha, se pravi, ja, keramično školjko je, tvoji prsti. Se pravi, ko vidiš, da sploh, tudi po tem, ko se je že zgodilo, ne, on, kaj je narobe bilo, da je bilo to v šoli in da bo cel kup sankcij. To je narobe, ne neki ponotranjeno, ne. Ne, tako kot pretresajo vsakih nekaj let ali zgodbe z maturanskih ne bom rekla plesov, ampak iz letov, ne. Ko gre nekdo, ker se mu ne zdi nevarno plezati v 14. nadstropju v balkonu, ne. Je pa kako ne. Vse gre za kombinacijo tudi alkohola, spodbujanja, hormonov, vsega, ne. A si upaš, si upam, ampak greš ti, okej. To je od nekoga otrok, ne, pa se ti zdi, tebi se ne more zgoditi, ne. Ampak teh zgodb tebi se ne more zgoditi je v času odraščanja tvojega otroka in tudi svojega odraščanja pač ogromno, ne. Andreja, prej smo se pogovarjali o eni taki, ko si misliš, meni pa se to kot staršu ne bo zgodilo, ne? Ja, se glih to, pač zdaj razmišljam,
Dve zgodbi imam iz tega. Ena je, da sem že pred 18 letom vozila avto, ker je bil pač z očetom, mama pa oče sta bila ločena in sem imela pa očetu seveda vse na razpolago, ni imel tistih obveznosti za vzgojo in vse. In sem že pred 18 letom vozila avto. Ne? Sicer je bil to en star jugo, ko mi se je skrb držal, ampak jaz sem s tistim jugotom bila kot fararka, zjutraj na poti sem pobirala še ostale prijatelje, torbe smo dali v prtljažnik in smo se pripravili pred šolo. Ne? Seveda potem tudi iz Roške nazaj, iz Ekonomske. In jaz sem vedno parkirala pri Šparu, ker sem pač obvladala in vsi so se razbežali pač po blokih. Jaz sem šla domov. Enkrat se mi je zgodilo, da sem torbo pozabila v avtu in je tako mama ugotovila, da ker sem pač prišla pač brez torbe domov, ker Špar je bil pa v bistvu nekaj minut do doma, sem mogla na varnem mestu to skriti in parkirati. Je videla, da sem brez torbe in se pozabila sem jo na avtobusni postaji. V tistem, verjetno je dobila kakšen namig, jaz si predstavljam, v tistem sem šla nazaj in sem zelo hitro s tisto torbo prišla, na kar je ona ugotovila, kaj se dogaja. In jaz sem bila prepričana, da sem varna, da obvladam, ker sem veliko časa že vozila, brez izpita. In cel življenje sem v bistvu nekako imela občutek, da to obvladam. Zdaj, ker recimo Nina dela izpit, pa mi govori, kakšne izkušnje ima, si mislim, to je še moj otrok, on ne more to voziti. Po drugi strani je stara 19 let, jaz sem pa že pri 17 vozila svoje sošolce s torbami, kukar jih je šlo not v avto. Totalno neodgovorno, ampak pač to smo počeli mogoče kakšen mesec, potem je moja mama pravilno ukrepala, jugota smo mogli odstraniti, jaz sem imela spet itak religiozne ukrepe, tako da je bilo sankcioniranje kar močno, ampak ker sem pa že toliko izkušena voznica in ker to jaz obvladam, se mi je pa tudi že zgodilo pri tretjem otroku, seveda izkušena mama, to se me ne more zgoditi, da sem prišla iz enega opravka in sem enostavno odnesla iz prtljažnika stvari noter, mojca mi je vzadaj zaspala v stolčku in sem na njo dobesedno pozabila. In ko sem razpakirala vse stvari iz trgovine in zadeve in vse, sem ugotovila, da meni nekaj manjka. Hvala Bogu je bil poletje, skozi smo imeli smo en star avto, nismo imeli pač šip gora, ampak v tistem trenutku sem se zavedala, da sem jaz od svojega otroka pustila v avtu noter na ulici, prvič bi ga lahko kdo vzel, drugič bi lahko dejansko, kaj je lahko prišlo, bi se kaj začela dušiti, karkoli bi se lahko zgodilo. Ampak jaz sem potem pomislila, glede na to, da doskrat zdaj, ko vidim kakšen napis v novicah, mama pozabila otroka, si mislim, kva pa je zelo narobe, mislim, kaj se je pa mogla zgoditi. Se spomnim na to, da sem jaz v enem takem stresnem obdobju, da sem imela ful enih zadev, stvari in dejansko se mi je to zgodilo. Tako da, ne obsojati, zato ker ne veš, zakaj, je pa vse super, dokler ni res. Hvala, da si to delila. In dokler nisi ti, ne? Tako. Pa da ni ena res katastrofalna posledica, da si že zaradi tega obsoja na to bolečino cel svoje življenje ali pa svojo napako. Še sreča, da je bilo tako, kot je bilo, da se je tako išlo. Okay, to so te dogodki, ki sta jih omenjali cel čas in so zelo povedni in zelo tudi pomembni, ampak so del nekega odraščanja. Vsakdo verjetno ima neko zgodbo za lumparijo. Mislim, ne bomo obsojali, vsak najstnik je bil najstnik in je verjetno naredil kakšno neumnost in zelo sva veseli, da delita tudi manj ljube dogodke, ki se dogajajo pri vas doma. Ampak kako se vam postavljajo po robu? Oziroma, nama lahko, ker imava še majhne otroke, malce povesta, kako komunicirajo mladi z vami in med sabo? Zdaj, tudi zdaj gledam te TikTok videe in potem so te videe tako prikazane, kot da najstniki sploh ne komunicirajo. In res pride iz šole, kako je bilo v šoli v redu. Ok, kaj ste se učili? Ampak, ne vem, pa dva fanta imam, jaz sem vse povedala, jaz sem non-stop sva govorila. In jaz pa se razmišljam, a se premalo pogovarjam. Ampak moram reči, da kljub vsemu se mi zdi, da sta kar pogovorljiva oba. Sicer so njune teme, pravi, če bom jaz vprašala, kako kaj ljubezen, ta starejšega, tle ne bo nobene produktivne debate, bo pa samo od sebe prišel k meni s tistimi svojimi grafi in kazal, koliko je šel Bitcoin gor, oziroma neke pa črk, neke grafe, in
In mi bo to zelo razlagal in pa bom jaz to poslušala, poskušala kakšno pametno pripomniti, čeprav se na to razumem. Ali pa glasba ustvarja, tle imava več skupnih stvari, zato ker sem jaz zdaj kakšne akorde na klavir igrala, pa sem mu potem dala idejo, kaj svoje komade delal, in pa imava tle eno skupno točko. Ampak bolj pustim, da mi on sam pove, ker če jaz kakšno vprašanje, pa se trudim, najstnikom ne smemo postavljati vprašanj ali, se pravi, moramo odprti tip vprašanj postavljati, ne pa da ne, ker normalno smo vsi, niso vsi tako zgovorni, kot mi dve, ampak Max pa tudi, zelo rad govori, še več, on pa bolj kako se počuti, kako je bilo v šoli, prijatelji, tudi od drugih prijateljev, odnosi, trening, analiza treninga, take, na kakšen način jih zdaj nov trener vodi, ali pa na kitari, kako kjere se učijo, pa mi pol pride s kitare, pa mi zaigra, te nove pesmi, ki se jih uči, skratka, kar se tega tiče, se mi zdi, da sta kar. Ampak vedno se sprašujem, da najbrž je kaj tazga, kar mi pa ne poveste. Kakšenkrat se celo sprašujem, da mi to govori enih stvari, da bi prikril nekaj drugega. A ne? Da si misliš, da imate zgrajeno neko zaupanje, ampak potem in dejansko se je to zgodilo. Mislim, da so se cel četrtek pogovarjali, mi smo imeli krasen večer, mi smo se zabavali, super. A od zadnje je on imel to zgodbo. Zdaj so se na TikToku že pač dopisovali, jutri pa. Ja, ne vem, vprašanje. Tako da še tukaj sem zdaj skeptična, kaj se dogaja, koliko sem lahko pametna, koliko se mi doma pogovarjamo, Ni pa, da bi se skrivali v sobi, pa keep out, pa te stvari. Rada prideta v družinski prostor. Imamo pač ta dnevna jedilnica, kuhna, vse en prostor in prideta in sta rada, kakšenkrat sem sta tam, hengata, imata telefon, pa sta v dnevni, ali pa svit, tista mešalka je ogromna, ki miksa muziko. In bi lahko jo imel v kabinetu, pa bi bil sam zaprt v kabinet, pa bi tista mešalka je v dnevni, na jedilni mizi in on to glasbo miksa na glas, razen če mu rečem, da lahko jaz bi zdaj poročila gledala, lahko si daš slušalke, In isto Max, on pride v dnevno vaditi kitaro, razen ko je zdaj, ko je v tej fazi, ko je vse bed, je zdaj v sobi in igra kitaro. Fura safer, a ne. Ampak ne, sta rada sta v tem skupnem prostoru. Tako da se ne zapirata v sobo zaenkrat še, Ja, jaz se z mojimi povezujem, zdaj, če se vrnem naprej, pri nas ni omejevanja teh aplikacij, pač oči je tudi v IT svetu, tako da v bistvu nam on rihta te stvari, da smo vsi online, pa da smo z vsem na tekočem. Tako da v bistvu s tem, ker sem povezana na te vsebine, ki jih oni spremljajo, nekako sem kulska mama in si potem te fore že med sabo pošiljamo in tako tudi vidim, kaj jo zanima, kaj pali, ali je to kozmetika, astronomnosti ali karkoli, in pač na tist, kar je nje smešen, se pravi, tist potem nekako izbira, Tako da doskrat imamo kakšno temo, recimo, a si videla že uno foro, da je to meni pošel, pa tako in s tem nekako jaz vidim ta flow teh vsebin, In ja, tudi čas sama padam v to in zanj sem razmišljala, ker sem bila doma, zdaj bom pa jaz prečakala z enim drugačnim vprašanjem, vedno vprašamo, kako si se imel v šoli, kaj si te delali, imaš kakšno ceno, pa tako in sem si zamislila, kaj če bi mene vsak dan en sprašal, kako si se imela v službi, kaj si delala v službi, a imaš vse narejeno v službi, a ti je kaj ostalo od službe, verjetno bi po tretjem dnevu znorela. Ja. Tako da sem v bistvu Mojco pričakala z vprašanjem, kako si danes, in dobrodošla doma. Mojca tako mene pogleda in reče, a je kaj narobe s tabo? V redu. A si ti v redu? A se je kaj zgodilo? A je kaj narobe? V bistvu sem namesto tistih vprašanj standardnih, ki sem jih vedno zbirala, dobila tak odziv nazaj, mami, jaz ti, a ti treba kaj pomagati, in v bistvu je bil problem v meni, Tako da v bistvu, je včasih mogoče kakšen tak eksperiment fajn narediti, Tako da, sva imela pol debato, cel dan in me še cel dan sprašvala, a sem res v redu. Veš, kaj sem se zdaj spomnila? Jaz se spomnim, ko sem bila v svojih najstniških letih, vedno, ko sem nekaj želela doseči,
oziroma nekam iti, da so mi nekaj dovolili ali pa nekaj kupili. Osladna. Sem postala osladna in sem hodila od mame do očeta in cel dan spraševala, a ti kaj pomagam, a rabiš pomoč, a jaz posesam. Sicer drugače sovražila vse te domače gospodinjska dela, drva skladati, skarkoli, ker smo iz vasi doma, ampak tisti dan, ko sem pa nekaj potrebovala, sem pa jaz bila na voljo ves dan, če lahko jaz kaj pomagam in prispevam. A je pri vama tudi tako? Pri nas je samo ena zadeva. Ali sem mami, ali sem pa mamika. In ko sem mamika, ni potrebne akcije, vem, koliko je ura. In sam rečem, ja, kaj rabiš, kam greš, kdaj rabiš, kaj je problem. Pri meni pa sam tako že vidiš način, tako ko prija Matej do mene, ne. Ej, Ljubija, veš, kaj sem razmišljal? Že veš. Vem. Mami, ne, okej, ja. Ni pa zdaj, da bi, ker te hišna opravila itak opravljata že tako ali drugač. Ne, ni na ta način, ne. Se jaz sem jih tudi opravljala, ampak takrat sem se pa jaz ponujala. Zaenkrat nisem zaznala. Ja, s temi hišnimi opravili, če lahko dam jaz kakšnemu na svet ali pa če bo to pomagali. Včasih smo vedno se kregali, ti že nisi dolg časa to naredil, pa za psa. Tvoj pes je ti si rekla, bo ta pes prišel, a ne? Da smo se vedno en drugmu, kolikrat si ti, kolikrat sem jaz. Ja, polagali račun. Ja, in je sam muž parkrat rekel, da mami ne zoprna, dajte tole zrihtati, ne? Ker če ne, ker bo zoprna, pa da, ja, pa utrujena bo spet, pa spet našla ta pravi čas, dajmo tole zrihtati, in se mi zdi, da je tisti teamwork, no, tisti timski duh, da se to hitro poštima, sam da mami ni zoprna. Tako kakšno tako zadevo, recimo, da nekomu olajšaš, pa da rečeš, le on danes ne more, ker se slabo počuti, da ti to naredi, recimo, ne? Pa da je to malo večkrat, pa se stvari itak tudi poštimajo, brez da so tisti sobotna opravila po 8-9 zjutraj že za savcem. Prvi zvok za savcem. Ja, brez veze. A imate kakšno starševsko filozofijo? Mantro, ki si jo radi ponovite takrat, ko grejo stvari v stranišče? Zadnjič sem rekla, ne, ko smo snemali, da verjamem, da bo vse v redu. Pa je ta vlak šel, ne? Ta trenutek si bom zdaj to sam mantrala. CSD smo omenjali na začetku, pa sploh ga nismo še... Ja, to je pa da ne bo sam vedno maksa, ne. Po je ta svit, ko si rečemo, vse tudi svitan smo bili na CSD-ju, ne. Pa zdaj čisto v redu, ne. Ja, mislim, da je bil tudi 8. razred. Ali pa 9, se ne spomnim. Me je klical, me pa prav klical, je bilo po pouku, mami, naredil sem eno veliko neumnost, če te bo slučajno kaj policija klicala. Kakšna policija, kaj govoriš? Ja, za 1. april sem zamenjal profilko na Discordu. Tako Discord, kaj že to? Kakšen Discord? Ok. In sem dal sliko od učiteljice od biologije in sem tudi napisal, kot namesto, da sem kličem, da mi je ime Svit, nisem dal ime te učiteljice. In ta učiteljica je to zvedla in mi je znorela in je rekla, da bo poklicala policijo, in sem jo pol preprosil, da preden kliče policijo, da če mi lahko on osebno pove, ker ve, da se res tako, vejo otroci, da se bojim klica policije, ne? Ker vejo, da to bi smatrala, da je neki res. Ja. In seveda, ne, potem je da mi je sploh razložil, kaj je bilo, kaj je naredil, se pravi, imajo skupino 5 prijateljev, to, če sem prav razumela, je ta Discord kako Viber, in imajo skupino znotraj tega, 5 sošolcev, prijateljev, in on tega ne uporablja. Tako kot sem rekla, zelo slab je v teh družbenih omrežjih. Ima jih samo zato, da zve, kdaj gre na trening ali pa ne vem, kdaj gre s kom ven, in je pozabil na to. Ne, in to je bil 1. april in učiteljica je to zvedla, ne vem, enkrat maja, ker je ta profilka bila še vedno zamenjena, zato ker je en sošolc povedal svoje sestrični in ta sestrična je šla to povete učiteljci, malo zatožila, ne. In ta učiteljica tudi ni razumela, kaj je naredil, mislila je, da je on ponaredil njen profil, ali kako je že rekel, da je ukradel njej identiteto. In ko je ona to dejansko prijavo na policijo naredila, ja, in
razložila tam na policiji in jaz sem to zvedla, sem klicala na policijo, ko me je zanimalo, kakšen je zdaj postopek, da če lahko razložimo, kaj v resnici naredil, a ne? Da ni ukradil nobene identitete nobenemu, da je pač znotraj privat skupine zamenil 1. april, ne da bi, ne, ampak sam, ko smo bili vsi v krču, čakali smo, da je prišla policija k nam in nas zaslišala, ne, ker to je bilo napovedano, ker tudi ta policist mi je to rekel in to se kar ni zgodilo, je pa rekel, da bomo seveda, ker je tak postopek, če je prijava na policijo, avtomatsko policija preden opravi razgovor ali kakorkoli, ne vem, pozabila sem kakšen postopek, naredi, mora obvestiti nujno, ne, center za socialno delo. In seveda mi 3 smo šli tja na center za socialno delo, ne, Matej, jaz pa Svit, in tam nas je socialna delavka obravnavala kot neko družino problematično, s problematičnim otrokom, tudi nam je ponudila svetovanje družinsko. Super, mislim, zelo korekten. Jaz sem rekla, če tako stvari funkcionirajo na CSD-ju, zakon. Ne, res, da so si vzeli čas za tako, pa ne želim zmanjševati tega, kar je naredil. Ne, ker je res, smo rekli, upam, da si se zdaj kaj iz tega naučil, ne, prvič, da zaupaš nobenemu, da paziš, kaj se dela, vse, kar daš, kar ti že govorimo vsa leta, digitalna sled. Ti vse, kar napišeš, napišeš meni, kjerkoli bo ostalo gor in ljudje lahko to razumejo ali pa ne razumejo in tudi, če ne razumejo, zlorabijo, lahko tebe kdo, ne, in to je tvoja šola, ne. Tam je potem povedal, da je pogovor, ne, se tudi zame je bila zanimiva izkušnja, da vidim, kako to zgleda, ne, tam poveš, s čim se ukvarjaš, kakšne ocene imaš. On je seveda povedal, da miksa glasbo, da dela pesmi, da je nogometaš, da igra klavir, da je odličnjak. Tako, super, fajn, midva sva povedala, koliko se ukvarjamo z njim in tako naprej. Bila je ena res zanimiva izkušnja, ne. In zdaj sem rekla, Maksa, zdaj bomo spet šli, ali kaj, ne vem, smo taka problematična družina, ne. Tako da, ja. Ampak nama se je zdelo v redu, da sistem deluje. Ne, se pravi, če je tako z vsemi, super. Pa da otrok vidi posledice. To je največja šola. To mu mama nikoli ne more dopovedati. To je bila neka zabava, a zdaj vidiš, kaj vse pa koliko enih postopkov vsega. Ja. Ni tako nedolžno. In kdaj se je to zgodilo? To se je zgodilo naslednji dan po streljanju v Beogradu. In mislim, da je bilo tudi to, seveda tudi učiteljica, ne? Takrat so bili vsi smo bili napeti, tudi mi, ne? V službi. In tudi to je, ampak nosi zdaj posledice svojih dan. Vsi smo jih. Ampak seveda, vsi smo mi dva starša, mi dva sva dolžna skrbeti zate, te informirati, te vzgajati. Tle očitno sva naredila premalo, ne, in smo vsi se nekaj novega naučili. Kljub temu, da se ukvarjaš, da si od malega prisoten starš, se pogovarjaš, si vedno na voljo, si razumevajoč, ampak kljub temu se zgodijo odkloni. Tako vzgajeva, da nosijo posledice, da jih ne zagovarjava njunih dejanj. Ne, nosi svoje posledice. In ne paradirata z odvetnikom v šolo. Kot se že dogaja. Ne. Seveda, da se. A se tudi sami dnevno sprašujete, ker jaz se pa imam doma 2 res majhna otroka, a delam sploh prav, a sem kaj zasrala, a je to normalno? Verjetno to traja v najstništvu in se še poglobi? Ja, traja sigurno, ampak se mogoče to stopno moraš doseči nekako v življenju na vseh področjih, tudi ne samo pri vzgoju otrok ali pa z otroci, kakorkoli, ampak da ne moreš biti perfekcionist in da je prav, da nisi, ne. Ker če boš stremel tem, da bo vse perfektno, boš pozabil na eno in edino stvar, to, da imaš nekoga rad, da ga razumeš in tudi zato, če vrže petardo v WC, je to naredil ali zato, ker je hotel biti cool, ali zato, ker je hotel pokazati prijatelju, da se več upa od njega, a ne, in da mogoče v tistem trenutku tega sploh ni hotel narediti. A ne? Ampak do tega ne bo prišlo,
bom rekla, strani policije. Ne bo policija tega ugotavljala, ne bo učiteljica tega ugotavljala. Ne? Samo otroci in starši lahko pridejo do tega, zakaj on to naredil, pa zakaj ve, da ne bo tega več, ker bi se lahko to in to naredila. Ne? V bistvu ta ljubezen, pozornost, ki mora čutiti otrok, to je tisti perfekcionizem, ki bi mogel si stremeti. In ne zato, a si bo znal pri 2 letih že sam zavezati čevlje, ker če si jih pač ne bo nosil pa ježke. Ja. In bo še bolj cool. Se to mi je bilo vseka, zakaj si to naredil? Ja, da bom frajer. Ja. A si lahko s kakšno drugo stvarjo frajer? Ne, ta je bila najbolj ekstremna. Ne vem. Največja. Trenutku. Upam, da je, ne vem. Pa se so verjetno bile posledice že toliko povedne in najbrž tudi neprijetne tudi zanj, da si najbrž ne bi želel iti še enkrat skozi vse to. Svit je najverjetneje razumel to, kar se je zgodilo s CSD-jem. Ja, jaz moram reči, da po tistem ni bilo nobene take več, ne? Ne vem, kaj bo zdaj. Nadaljevanje. Se stanemo prihodnji teden, joj. Mogoče naredimo do konca. Strokovni sodelavki Mojca in Andreja spet z nama, ker pač tem je še vedno ogromno. Ampak ja, zagotovo se bomo še kdaj slišali, da bova z Uršulo preverili, kakšno je stanje. Čez kakšno leto, 2, ko bo Mogoče kar z njimi. Z najstniki? Ja, kako pa kaj starši? To bi bilo pa res zanimivo. Mama je nažalost že v polju, ampak v redu, 113. Ne, ampak glede na to, kar smo poslušali v prvi epizodi in v drugi epizodi, kljub tem odklonom, ki se dogajajo, se sliši, da opravljate svoje starševsko delo res vzorno in dobro in odlično. No, sej odkloni so v vseh družinah. Mislim, najverjetneje ni ene družine, ki bi bila popolna, perfektna, kjer bi bilo vse v najlepšem redu. Tudi če je v najlepšem redu, se morda kaj skriva zadej, kar starši niti ne vedo oziroma ne prepoznajo. Tako da po eni strani je vseeno bolje, da te stvari pridejo ven in jih potem razrešujete skupaj. Mojca. Ja, jaz si po to rečem. Ja. Vedno, ko se taka stvar zgodi, je priložnost, da nekaj premaknemo naprej. Da če ne bi bilo tega, da ta trenutek, ko smo še vsi malo pod stresom, zaradi tega nam ni še to jasno, ampak jaz verjamem, da smo se vsi ali da se bomo nekaj naučili, nekaj spremenili pri našem. Andreja? Ja, otrok mora vedeti, da dom, ki je tisto zatočišče, ki bo ne mogoče v zadnji fazi kakšna institucija, ampak dom je pa res tisto, ki boš prišel domov, pa te bojo razumeli. To je glavno. Če že končamo tale pogovor v tako malo bolj sproščenem vzdušju, glede na to, o čem smo danes govorili, a jih razumeta? Ja, nažalost se še se naučiš kakšnih teh besed. Dajta nama malce, ne vem, mislim, Uršula, mava bolj te mama, tata, pa te kratke stavke. Kako se pogovarjajo? Ja, bro, to ta nagovor je zelo pogost, bro. Ona med mama sabo, je bro. Do mene ne, ona dva med sabo, ne? In to sem jaz zanimala se, kaj zdaj to pomeni, bro, a tako kao stari, a ne, kao, kaj rečem, da je stara, ampak ona pol reče, je rekel, da ne, da to kao, zdaj bom bila, lahko to rečem, ne seri, bro pomeni, da ne. Sem, tam je bila zelo smešna, kako se vi pozdravite? Alo, Jesse mi bruda. Ok, a to sam na nogometu ali to tako drugače? Ne, to tako drugače. In pozaraven svit to posluša in reče, ok, mi se na gimnaziji tako pogovarjamo. Elitisti. Ja. High class. Ja, pa recimo papuča, to mi je bilo zanimivo, ko se nehaš družiti s svojimi prijatelji, zato, ko si dobil punco, si potem papuča, se pravi copata, ja. Če se ti ne da pisati, ko ti pišejo te message, ali kako reče oni, sporočila, sam aj napišeš. Aj. Pomeni, nimam časa. Pa kao, ne vem,
tako, da on ve, da se mu ne da pisati. Aj. Pošlji voice. Moraš držati. Ja, tako da, ja. Aj. Andreja? Ja, pri nas je Snapchat zdaj zelo in ja, teh sporočil ni več. Na Snapchatu držiš tisto krogec, ne, in v bistvu poveš vse, kar misliš, zraven narediš ne par tistih fac, ne, to pošljaš. In potem, kar dobiš nazaj, to dobiš voice chat, voicemail, ne, in nekako si tako kombinacija tega si sporočila v bistvu nekako pošiljajo. Ne? Tako da tako včasih v službi mogoče tudi kakšen mene čuden gleda, ker dobim od Mojca new snap, pa mi Mojca pošlje od kakšne prijateljice takole, ki sta obedvi nagakčene, takole na dogface, in pol še jaz naredim kakšno tako odbito v službi, pa kaj tako naredim s kakšnimi šfejli, ali kaj. Tako da je pol v bistvu zanimiv, pa da pol napiše, vsi so mi rekli v razredu, da si ful kustka mama. Mene pa v službi že času kakšno sobo za streznitev poslali, tako da ja. Drugač pa, ne vem, tako pri oblačilih vidim, da reče, ne, te pajkice, ki so tako urit, pa ne bi, zato, ker to limke nosijo, Kdo so limke, To so tiste punce, ki so malo bolj na haj, pa ki hočejo biti kulske, Tako v bistvu, ki so preveč kulske, One itak ne govorijo z vsemi, ampak imajo določen svoj rang, pa določen sloj, s katerimi se samo pogovarjajo, pa ponavadi so to kombinacija z gaseri, Gaseri so pa v bistvu fantje, ki se družijo z limkami in so isto v Calvin Kleinčkih in tako naprej. Pa električni skirca? Pa mislim, da to tudi mora biti to, nisem sigurna, da ne bom kakšen Air Force. Ja, ne bom kakšen. Kako se je reklo, da ne Pederža. V naših časih. Super. Pa gležnji ven, seveda. Ja. Bolj gležnarje. Pa puhovke. Ja, puhovka pa gležnji ven. Ok, pa to še vedno velja. To se je obdržalo, žal. Ja, ampak mi smo imeli, jaz se spomnim v svojih časih Guns N' Roses majico, pa Mustang hlače, Mustang so bile hlače, črne, in to vem, pa bulerji. To je bila moja uniforma in ker pač tega nisem mogla veliko kupiti, oziroma tudi mama mi ni mogla, vem, da sem zjutraj s fenom sušila, če ni bilo suho, in sem bila jaz naslednji dan spet v tem. Tudi če je bilo upran, sem bila spet v tem in sem bila v unem gengu Guns N' Roses, da smo bili v bistvu, da sem bila družba, da sem fitala v to. Drugače nisem bila sprejeta. Hočeš pripadati, kot najstnik hočeš pripadati eni družbi. In to vem, da sem bila v tem gengu. Jaz ne vem, kako smo zgledali, ker smo vsi isto zgledali. Edin po postavi smo bili drugačni, drugače smo bili pa isti. S temi dve so že povedali, kakšni so bili na prejšnji epizodi. Tako da, Mojca, mogoče še ti deliš, kakšna si bila ti? Jaz sem bila pa kontra, jaz sem bila pa ta pridna punčka. In potem sem je bolj v srednji šoli, sem si bolj dala duška. Ne v srednjo, na faksu, v bistvu sem si bolj dala duška. Tako sem bila, imela sem fanta resnega, že celo gimnazijo in to je bolj drugačno dinamiko, ne vem, smo bili ena družba. Vsi smo kakšne, ne vem, smo kaj popili, pa smo šli, ampak smo se, ne vem, smo šli, pa smo se pogovarjali, smo bili čudni. Tako o filozofiji, o knjigah, ja, tako da. Tle se ne morem. V bistvu zdaj odkrivaš šele obzorja najstništva tega. Ja, zelo eksplicitno. Zdaj, ker je bilo že prvič mega cringe. Zakaj ne bi še enkrat, ne? Mojca, upam, da ne bo tvoj sin DJ tega zamiksal, kak komad ta zaključni pa. Ampak mogoče bi bilo pa to zelo cool. Mogoče bi bilo pa cool, ja. Pa ga zavrtimo pa še tukaj na valu. Pa. Mojca, Andreja, hvala. Pa.